Zdaj pa v Gazo, kjer odbor za mir sporoča, da so kraljeve maroške oborožene sile najnovejši člani, ki so se pridružili mednarodnim stabilizacijskim silam. To je organ, ki naj bi vodil mirovne operacije v naslednji fazi prekinitve ognja predsednika Trumpa od oktobra 2025. Za več o tem se nam pridružuje Anat Levi, strokovnjakinja za izraelsko-maroške odnose in nekdanja članica izraelske misije v Maroku. Anat, najlepša hvala, da ste z nami tukaj na i24 News English. Hvala, da ste me povabili. Kako pomembna je odločitev Maroka, da pošlje načrtovalce za mednarodne stabilizacijske sile v Gazi, še posebej, ker je ena prvih držav iz Abrahamovih sporazumov, ki prevzema aktivno vlogo pri varnosti v Gazi po vojni. Kaj to pomeni? Mislim, da moramo najprej priznati, da gre za zelo začetni korak, ki je bolj povezan s koordinacijo in načrtovanjem, kot pa z dejanskim napotitvijo sil na teren. In mislim, da lahko menimo tudi to, da vidimo nadaljevanje zavezanosti Maroka k prejšnjim sporazumom, podpisanim v zvezi z odborom za mir in ISAF. Mimogrede, Maroko ni običajni član odbora za mir, je eden od 3 ustanovnih članov. Zato mora biti za zgled. Ali pričakujete določeno vrsto notranje reakcije v Maroku? Kako Maročani reagirajo na to novico? Ja, mislim, da v Maroku ni veliko razprave o tem. Tega ne zasledimo veliko v javnih medijih. Mislim, da se o tem večinoma pogovarjajo v varnostnih krogih, medtem ko je splošna maroška javnost bolj zaposlena z notranjimi vprašanji in ne s tem. Ampak mislim, da bomo v kasnejših fazah, ko bo dejansko prišlo do napotitve sil, verjetno videli večje zanimanje v javnih medijih v Maroku. Ko bodo te sile dejansko nameščene v Gazi, kako daleč je maroška vojska pripravljena iti pri dejanskem varovanju tako imenovanega miru v Gazi? Ja, mislim, da se o teh vprašanjih razpravlja v ožjih krogih in da je še prezgodaj, da bi vedeli. Omenimo lahko tudi, da bomo imeli volitve v Izraelu in da je splošna politična situacija v regiji trenutno precej krhka. In mislim, da bo treba vsa ta vprašanja ponovno zastaviti dan po teh volitvah in ko bo več jasnosti. Ampak mislim, da je Maroko v regiji znan kot država, ki ohranja stabilnost, ki želi biti vključena, ki ima odnose tako z Izraelci kot Palestinci in lahko združi različne sile. Tudi iz celotne regije, celo Katarja, s katerim ima dobre odnose. Zato mislim, da je vloga Maroka pri vsem tem, pri deradikalizaciji in rehabilitaciji zelo pomembna in mislim, da bomo v kasnejši fazi videli zelo aktiven Maroko. In ne samo v krogih okoli obrambe ali varnosti, ampak tudi pri dolgoročnih spremembah, ki prinašajo stabilnost in zmernost. In čas bo pokazal. Ko govorite o trenutni udeležbi Maroka, o tem prvem koraku v mednarodnih stabilizacijskih silah, ali to potem odpira vrata tudi drugim arabskim ali večinsko muslimanskim državam, da se pridružijo podobnim misijam? Je to prvi korak temu, da bi to odprli tudi drugim sosedom po svetu? Da, mislim, da bi to lahko bilo mogoče, vendar moramo to povedati v kasnejši fazi. Ker je splošno okolje v regiji trenutno z vsem, kar se dogaja v Hormuški ožini in tudi na našem območju, še vedno zelo krhko, kot sem rekla. Tako da mislim, da bomo po oktobru in novembru po volitvah pametnejši. In mislim, da bodo te države pripravljene sprejeti druge in bolj poglobljene ukrepe glede na gotovost, ki jo bomo videli. Zakaj bodo izraelske volitve in njihov izid vplivali na odnose Izraela z nekaterimi drugimi arabskimi ali večinsko muslimanskimi državami, posebej z Marokom? Ker mislim, da bi bilo treba pri tako občutljivih ukrepih ravnati bolj previdno, bolj pazljivo, zavedajoč se, da bi bil rezultat pozitiven. In ne vstopati na ta področja, ne da bi vedeli, s kom sodelujete, kakšni so njihovi cilji. In mislim, da je to glavni razlog, zakaj morajo vedeti, kdo vodi izraelsko vlado in ali se konflikt v Hormuzu rešuje na pravi način, ki ustvarja stabilnost v vsej regiji. Glede na nedavne ukrepe in dogodke ter širši globalni pomen te zadeve,
Mislim, da glede teh vprašanj še vedno obstaja negotovost. Anat Levi, lepo, da ste z nami na i24 News English. Zagotovo pogled v prihodnost, kaj lahko pričakujemo. Hvala, da ste delili svoje poglede. Hvala.